Na celjskih srednjih šolah zadovoljni z rezultati letošnje mature. Celjski župan Bojan Šrot se je srečal z županom Grevenbroicha. Kriminalisti predstavili podrobnosti družinske tragedije na Kalobju. Košarkarje Hopsov bo v novi sezoni vodil trener Matjaž Čuješ. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Znani so rezultati letošnjega spomladanskega roka splošne mature. V Slovenijo je uspešno opravilo dobrih 95% dijakov. Med njimi jih je 18 doseglo najvišji možni uspeh, vseh 34 točk. Tudi na 3 celjskih gimnazijah so z rezultati izjemno zadovoljni. Zlasti zato, ker so imeli dijaki, ki so letos opravljali maturo, zaradi epidemije zadnji 2 šolski leti precej drugačen potek izobraževanja, saj so več mesecev imeli pouk na daljavo. Na prvi gimnaziji v Celju je letos splošno maturo opravljalo 211 dijakov, uspeh je bil 98-odstoten. 28 dijakov se je vpisalo med zlate maturante, torej tiste, ki so dosegli med 30 in 34 točk. Pri tem izpostavljajo, da jih ima kar 6 33 točk in lahko se zgodi, da bo kateri od njih še posegel po najvišji diamantni stopnički z vsemi osvojenimi točkami. Maturo so uspešno opravili tudi vsi njihovi dijaki s posebnimi potrebami, med njimi dijak avtist in skoraj čisto slep dijak, ki je bil eden najboljših na letošnji maturi. Jaz sem se letos kar malo bal, pravzaprav ne bal, skrbelo me je pa, ker to je le generacija, ki je bila 2 leti v koronskem primežu in skrb je seveda bila prisotna, zato pa tudi včeraj toliko večje veselje in zadovoljstvo ob rezultatih, ki so znova nadpovprečni. Tako da smo bili zelo veseli in zelo zadovoljni in jaz lahko samo to rečem, da so naši fantje in dekleta se krasno izkazali, z njimi pa tudi mi, učitelji in celotna šola. Na gimnaziji Celje Center je bilo na splošni maturi uspešnih 97% dijakov. Skupaj sicer splošno in poklicno maturo, pri slednji so beležili 100% uspeh, na tej celjski srednji šoli opravljalo 220 dijakov. Na splošni maturi se lahko pohvalijo s 5 zlatimi maturanti. Med njimi izstopa Tonja Venek, ki je dosegla vseh 34 možnih točk. Tale generacija, pa dejansko še ena, ki prihaja za njo, so resnično imeli posebna srednješolska leta. Namreč letošnji maturanti so en del drugega, pa skoraj cel 3. letnik preživeli na delu na daljavo in seveda na ravni, bom rekel, nekega koherentnega pridobivanja znanja se to pripozna, ampak ni nas toliko skrbelo na način, da ne bi bilo kaj predelano ali pa da ne bi bili pripravljeni na maturo. Bolj tisto, kar so pa zgubili v teh letih, neke druge, bom rekel, sposobnosti večine, zlasti na socialnem področju. Trudili smo se ne samo pri nas, ampak načeloma v slovenskih šolah, da tudi tu poskušamo nadoknaditi ta manko in mislim, da tudi glede na nacionalni rezultat, ki je sicer malenkost slabši od preteklega, ampak vendarle še vedno dober in spodbuden, to tudi uspelo. Predvsem pa držimo pesti za tisto najpomembnejše in to, da bodo sprejeti na prve študijske želje, ker na koncu je pa žal samo to tisto, kar šteje. Na gimnaziji Lava so imeli letos najmanjšo generacijo maturantov v zadnjih letih. Splošno maturo je tako opravljalo 82 dijakov, 55 v splošni in 27 v tehniški gimnaziji. Bili so 99% uspešni, pri čemer pa je tehniška gimnazija dosegla 100% uspeh. Imajo 3 zlate maturante, Andraž Hribernik pa je dosegel vseh 34 točk in tako postal diamantni maturant. Poleg njih je še 26 maturantov, kar pomeni več kot tretjina, doseglo odličen učni uspeh. Na gimnaziji Lava, ki je del šolskega centra Celje, je maturo opravilo 99% dijakov. Imamo 3 zlate maturante, še posebej pa smo ponosni na Andraža, ki je diamantni maturant in je eden od 18 dijakov s takim uspehom v Republiki Sloveniji. Tisti, ki mature v spomladanskem roku niso opravljali ali pri njej niso bili uspešni, se lahko udeležijo jesenskega roka, ki se z izpitom iz maternega jezika začne 24. avgusta. V skladu z lani sprejetim prostorskim načrtom za območje ob Bežigrajski cesti bo mestna občina Celje na tem območju zgradila priključno cesto in komunalno infrastrukturo.
Naložba je ocenjena na 275 tisoč evrov. Izvajalec del pa naj bi dela opravil v 3 mesecih. Mestna občina Celje bo zgradila priključno cesto in komunalno infrastrukturo na območju poslovne cone v Bežigrajski cesti nasproti poslovnega centra Etra, kar je predvideno tudi z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za to območje. Za to naložbo se bomo prijavili tudi na razpis za nepovratna sredstva v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Podpisali smo pogodbo z izvajalcem del podjetjem Peor iz Vojnika, ki je danes uveden v delo. Vrednost pogodbenih del znaša približno 275 tisoč evrov brez vključenega DDV, izvajalec pa se je s pogodbo zavezal, da bo dela končal v 3 mesecih po uvedbi v dela. Celje je obiskal župan partnerskega mesta Grevenbroich Klaus Kritzen. To je bilo prvo srečanje Kricna in celjskega župana Bojana Šrota, saj je Celje nazadnje v letu 2011 obiskala nekdanja županja Ursula Kvasni. Klaus Kritzen v Grevenbroichu upravlja drugi županski mandat. V prihodnosti pa si želi okrepiti sodelovanje med obema mestoma, saj je v zadnjih letih nekoliko zamrlo. Župana sta se strinjala, da bi bilo dobro povezati predvsem mlade, zato bosta preverila interes za sodelovanje pri srednjih šolah. Župan Klaus Kritzen se je vpisal v knjigo častnih gostov mesta Celje, si ogledal stalni razstavi Celeja, mesto pod mestom in grofje Celjski v Pokrajinskem muzeju Celje, obiskal je tudi Stari grad in Tehnopark Celje. Policisti policijske postaje Šentjur so v stanovanjski hiši na Kalobju v občini Šentjur našli mrtvega 61-letnega moškega in 64-letno žensko. Po prvih ugotovitvah policistov in kriminalistov je moški najprej ustrelil svojo partnerko, nato pa storil samomor. Na kraju je šlo več policistov in kriminalistov, ogleda se tudi držila preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Z ogledom kraja dejanja in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 61-letni moški večkrat ustrelil s pištolo 64-letno izvenzakonsko partnerico, takoj zatem pa si še sodil sam. Zaradi poškodb sta oba podlegla na kraju dejanja. Pri ogledu kraja dejanja smo tudi odzeli več količin orožja. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je za 6 dolgocevnih pušk in 3 pištole osumljeni posedoval ustrezne listine. Za pištolo, s katero pa je izvršil kaznivo dejanje, pa ni posedoval ustrezne listine, zaradi tega tudi zbiramo obvestila v smislu storitve kaznivega dejanja po 307. členu Kazenskega zakonika, nedovoljena proizvodnja in promet orožja in razstreliva. Z zbiranjem obvestil in vsemi preverjanji je bilo do sedaj ugotovljeno, da osumljenec do sedaj ni bil znan policiji, da bi se kakršnokoli nasilje izvajalo v krogu družine, niti ni oškodovanka nikjer iskala pomoči pri ustreznih inštitucijah oziroma v okolici. Osumljenec v preteklosti do sedaj ni bil obsojen za kazniva dejanja, ne za elementi nasilja ali za druga kazniva dejanja. Seveda sama preiskava še vedno intenzivno poteka, glede samega motiva, seveda še pa tudi ugotavljamo vzrok. Osumljen je bil član strelskega društva, seveda v takih primerih lahko ti posoduješ različno orožje. Košarkarje Hopsov bo v novi sezoni vodil Matjaž Čuješ, ki je v prvi slovenski ligi izmed klubov z Celjskega v sezoni 2007-2008 vodil moštvo Šentjurja. Zadnja leta je bil Čuješ aktiven v košarkarski šoli Sanja Bečiroviča. Čuješ bo na klopi Hopsov nasledil Robija Ribežla, ki bo v novi sezoni vodil košarkarje Celja v drugi slovenski ligi. Pri nas se dogaja kar korenite spremembe. Kar se tiče trenerja, bo v naslednji sezoni v moštvo vodil Matjaž Čuješ. To je trener srednje generacije, ki je treniral veliko igralcev letnika rojstva 90 v reprezentancah mlajših selekcij, tako da ima zelo dober pregled na igralce generacije rojstva od 90 in naprej. In je zelo naklonjen delu z mladimi. Tako da smo zelo veseli, da smo dobili trenerja, ki rad dela kombinaciji izkušenih in mladih igralcev. Novi trener je skupaj z vodstvom kluba že začel sestavljati moštvo za prihodnjo sezono. Smo klub, ki imamo relativno omejen budžet, ne veliko denarja, mislim, da enih z najmanjšim budžetom v prvi slovenski ligi, zato smo primorani igralsko ekipo sestavljati na način, da ne smemo narediti več napake
pri izbiri igralcev. Vedno poskušamo izbrati igralce, ki so karakterno podobni in ki lahko skupaj sobivajo. Vedno poskušamo narediti kombinacijo nekaj izkušenj, nekaj mlajših igralcev in se nasloniti na igralce iz bližnje okolice Polzele. Pod košem imamo zelo izkušeno linijo, to pomeni, imamo Jureta Besediča, imamo Milojka Vasiliča, imamo Markota Vrankoviča in Domena Omladiča, tako da mislimo, da ta spodnja centrovska linija bo zelo konkurenčna, medtem ko na zunanji liniji smo nekoliko mlajši, v mlajši zasedbi. V tem trenutku imamo zagotovljene igralce Iztoka Goltnika, Ožbeja Glavana, Jako Pešaka, Vida Boriška ter iščemo še enega igralca na poziciji 1. Osnovni cilj Hopsov v novi sezoni je povezan z obstankom v Ligi Nova KBM. Cilji za sezono so nek relativno ugoden obstanek v ligi. V tem trenutku se še ne ve, kakšen bo tekmovalni sistem, ali bo nov predlagan, ali bo šlo po starem sistemu, pa kakorkoli že nek relativno ugoden obstanek v ligi. Če bi se pa dalo, pa bi poskušali gravitirati proti zgornjem delu lestvice. To pomeni, če bo šlo to po novem tekmovalnem sistemu, da bi poskušali loviti 7. mesto, če bo šlo po starem tekmovalnem sistemu, pa poskušamo loviti 5. mesto v prvem delu. Polzelski klub je pred dnevi na skupščini dobil novo vodstvo. V zadnjih letih je klub šel skozi turbulentno obdobje, v katerem se je moral soočiti tudi s sanacijo starih dolgov, zlasti do davčne uprave. Nov predsednik je Darko Hlupič, dosedanji predsednik Matej Jelen, kateremu gre vse zasluge za obstoj kluba in relativno zelo stabilno delovanje kluba, ostaja v upravnem odboru in bo še naprej deloval v korist polzelske košarke. Tako da v tem smislu je to, da prej nov predsednik mu seveda želimo veliko uspeha in koliko se da ugodno delo. Zdaj finančno smo nekako sanirali zadevo, to pomeni vse tiste težave z davčno upravo, z dolgi do igralcev, to je sedaj sanirano, tako da smo praktično na neki recimo nuli, nimamo nekih dolgov, res pa da tudi nimamo nekih zalog sredstev. Tako da naslednja sezona se začne praktično z nula, kar je eno boljših pozicij v zadnjih nekaj letih. Zdaj naš proračun se pač giblje tam nekje okoli 200.000 evrov ali mogoče malo čez. To pomeni, da lahko za člansko ekipo porabimo nekje do 140.000 evrov, skupaj jasno, da s trenerji, in na ta način je tudi ta ekipa, kot sem jo prej omenil, sestavljena. Da pa lahko dolgoročno nekako zagotavljamo delovanje kluba, je pa kar dosti naporov sedaj vloženega, da bi razvili te mlade igralce. Imamo relativno močno kadetsko ekipo, ki razvijamo domače igralce, kupujemo igralce, ki so karakterno ustrezni igralcem, ki jih imamo s strani, in zbiramo nekako igralce, kjer je čim manj stroškov. Govorimo o stanovanjih, prehranah in tem zadevah. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 27 do 30, na Primorskem do 31 stopinj. Na Krasu in v slovenski Istri je razglašena velika požarna ogroženost v naravi. V četrtek bo deloma sončno z občasno zmerno oblačnostjo in še bolj vroče. V petek bo sončno in vroče, popoldne se bodo od severa začele pojavljati nevihte. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami ponovno jutri. Do takrat pa lep pozdrav in srečno.